Danes bomo govorili o temi, ki ne bo ravno lahkotna, ampak je še kako pomembno, da o njej spregovorimo. Knjigo Krik sta brala Aja in Rok. Naslov Krik zelo dobro opiše to zgodbo. Krik ranjenega dekleta, ki je bilo posiljeno strani fanta, in močna podpora vsem tistim milijonim dekletom in fantom s podobno zgodbo. Ko sem prebiral tole knjigo, sem doživljal en tak vrtiljak čustev. Kako si jo doživljala ti? Ja, jaz se popolnoma strinjam, ko bereš te grozote, se prav solze prikradejo v oči in pa jeza na tem, da lahko človek naredi kaj takega sočloveku, ampak vseeno neko spodbujanje vseh tistih, ki so našli svoj glas in spregovorili. Ampak ali v šoli se sploh kaj pogovarjate o spolnih zlorabah? V šoli se skoraj da ne pogovarjamo o tem. Jaz sem definitivno mnenja, da je potrebno več predavanj, nekih pogovorov o tem. Mogoče bi tudi potem povečali število žrtev, ki se bi opogumilo in spregovorilo in si našlo pomoč. Ja, zagotovo je spregovorila avtorica, ki tudi prizna, da je bila spolno zlorabljena. Kako je ona to doživljala? Po tistem je bilo vse veliko težje, izgubila je zaupanje, ni več zaupala, ni imela pravih prijateljev, družila se je z otroci, ki sama opiše, da so smrdeli po cigaretah in travi in kmečkem delu. In občutke opiše kot beton, ki ti žre skozi kožo in meso in vse do kosti, dokler si ne najdeš pomoči. Ja, zelo nazorne prispodobe in čeprav te knjiga res potegne vase, je hitro berljiva, pa je avtorica ni napisala zgolj z leposlovnega vidika, ampak tudi z jasnim sporočilom. In prek ekrana pozdravljava tudi prevajalko knjigo Andrejo Blažič Klemenc. Andreja, kakšno pa je po vašem mnenju vodilo te knjige? Živijo. Mislim, da nas knjiga ozavešča in da je za bralce vseh starosti zdravilna. Sleherna beseda razbija tabuje glede odnosov znotraj in zunaj družine. Na nas prenaša pogum in moč, da se vsiljenemu molku upremo. Prav tako nas spodbuja, da po vsakršni preizkušnji, ki nam je ugasnila jaz in nas pomanjšala pred samimi seboj, znova vstanemo, poiščemo svoj glas ter zaživimo pokončno in polno. Najlepša hvala, da zaključiva na pozitivni noti. Kaj pa je bilo tebi pri tejle knjigi najbolj všeč? Mislim na dejstvo, da je pisateljica se šla pogovoriti z drugimi žrtvami in vključila še druge zgodbe, ki niso samo njene izkušnje in da je bilo vse po resničnih dogodkih žrtev, ki so spregovorile. Aja, najlepša hvala za tvoj čas. V studiu pa vas že čaka Juš z vprašanjem. Tako je, hvala Aja in Rok, vprašanje pa se glasi. Krik opisuje težko temo posilstva. Kako je Aja doživljala zgodbo? A. Bila je presenečena nad vsebino. B. Bila je jezna, a tudi ponosna na žrtve, ki so spregovorile. C. Bila je zaskrbljena zaradi eksplicitne vsebine. Ali D. Bila je jezna, ker se o tej temi malo pogovarjamo. In imamo enkrat odgovor B od rumenih in enkrat odgovor D od vijoličastih. Aja pove, da so ji o prebiranju knjige solze stopile v oči, hkrati pa je bila tudi jezna, da lahko človek kaj takega naredi sočloveku in ponosna na tiste, ki so imeli pogum spregovoriti. Pravilen je odgovor B in 5 točk za rumene.